Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije v času, ko je tudi uradno nastopila jesen. Nastopil pa je tudi čas, ko se lahko podamo v naravo peš ali s kolesom in občudujemo njene lepote. Ta teden številna evropska mesta namenjajo veliko aktivnosti mobilnosti tudi brez avtomobila in ponujajo neštete možnosti, kako prispeti na želeni cilj tudi drugače. Slogan letošnjega tedna mobilnosti je namreč Izbiraj, spreminjaj, združuj. Povezan je tudi z zdravjem in kolesarjenjem. Tudi občina Slovenska Bistrica se že vrsto let vključuje v ta program. O tem pa bo tekla beseda v informativni oddaji tega tedna in še o drugih zanimivih dogodkih. Prijazno vabljeni k ogledu. Krajevna skupnost Črešnjevec z enotedenskimi prireditvami obeležila svoj praznik. V tednu mobilnosti tudi v Slovenski Bistrici številne prireditve. Jože Pongračič, študent Glasbene akademije v Pulju, izvedel predmagistrski koncert s klasično harmoniko. Neznani storilec je iz prodajalne odnesel kar blagajno z denarjem. V športu domačinu Timu Gajserju, svetovnem prvaku v motokrosu. Za rubriko Lokalne novice smo se s kamero sprehodili po bistriški občini, nekaj dogodkov pa posneli tudi v mestu. Od 11. do 20. septembra so obeležili svoj praznik, 6. po vrsti, krajani krajevne skupnosti Črešnjevec, in sicer v spomin na prve začetke osnovnega šolstva, ki nosi častitljivo letnico 1833. Na programu so bile medvaške športne prireditve v odbojki in nogometu. Ljubitelji kolesarstva so sedli na kolo, eni so se podali v Tanzanijo, seveda s pomočjo potopisnega predavanja. Nekateri pa so vzeli čisto zares pot pod noge in občudovali lokalno pokrajino. Na svoj račun so prišli ljubitelji slikarstva in ljudskega petja. Krajani so spoznavali zdravilno učinkovitost rastlin, pa tudi brez ribiških trofej ni šlo. Pred zadnji dan praznovanja so položili venec pri spomeniku žrtvam narodno-osvobodilne vojne pri osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika. Na zaključni prireditvi pa ob kulturnem programu podelili priznanja krajevne skupnosti in pokale za osvojena mesta v odbojki ter nogometu. Sledil je koncert ansambla Toneta Verderberja ter seveda druženje ob dobrotah aktiva kmečkih žena Črešnjevec. Tvojo vjera vraćam se.
V Slovenski Bistrici so tudi letos obeležili teden mobilnosti. Že v soboto 19. septembra je Automoto Classic Slovenska Bistrica pri parkirišču pri tovarni Impol gostil sejem starodobnikov in opreme. Na voljo je bilo tudi veliko rezervnih delov starejših vozil, prodajali so različne stare šivalne stroje, prav tako pa so izvedli dražbo rabljenih koles. Še posebej pestro je bilo v torek 22. septembra, ko je v organizaciji Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica na Trgu Svobode potekala osrednja prireditev. V okviru prireditve so za obiskovalce pripravili sejem kolesarske opreme ter predstavili kolesarsko opremo za najmlajše in družine. Na ogled je bila tržnica Jem domače, predstavili so e-kolesa, otroci pa so lahko preizkusili topogan, napihljivo igralo za otroke. Motoklub Grofi Atems je predstavil motocikle in motoristično opremo, ljubitelji motorjev so si ogledali tudi film o motorističnih potopisih. Precej pozornosti je pritegnila še predstavitev kolesarjenja skozi občino Slovenska Bistrica po trasi kolesarske poti Eurovelo 9. Omenjeno evropsko kolesarsko povezavo skozi Slovensko Bistrico je slovesno odprl župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Kar zadeva tedna mobilnosti, imamo sicer več pomenov, po mojem mnenju vsaj dva. Na eni strani gre za ta trajnostni pristop, zdravo življenje, na drugi strani tudi ekološki prispevek. Ne nazadnje, naša vključitev v ta projekt pomeni tudi boljšo turistično navezavo tudi naše občine, torej na tak bolj trajnostni kolesarski način. Jaz verjamem seveda, da bodo tudi številni mladi, ki so danes tukaj, to v bodoče znali bolje izkoristiti, da bomo tudi na tak način pripeljali od računalnikov na kolesa, pa še kako drugače. In tudi zato seveda pozdravljam to tekmovanje oziroma nagradno igro, ker se tudi na tak način se lahko vključili pa spoznavali seveda za tem trajnostnim vidikom gibanja. Gre pa za to, da bo potrebno marsikaj spremeniti tudi kar se tiče mišljenja. Zdaj občina s tem tudi pristopa k temu delu, slišali smo, da smo prišli do Zreč. Jaz verjamem, da bomo čim prej povezani v širši evropski prostor. Res pa je, da bomo tudi pri nas morali še verjetno kaj tudi kar zadeva kolesarstva, varnost in vse ostalega postoriti. Župan je razglasil tudi zmagovalca natečaja kolesarske razglednice mesta Slovenska Bistrica. Na natečaju na temo trajnostne mobilnosti oziroma uporabe koles v mestnem prometu so sodelovale vse osnovne šole v bistriški občini in srednja šola Slovenska Bistrica. V sredo 23. septembra so ljubitelji harmonike prisluhnili koncertu Jožeta Pongračiča, študenta Akademije za glasbo v Pulju, ki je na klasični harmoniki izvedel predmagistrski koncert klasične glasbe. Pongračič je začel svojo glasbeno pot na Slovenjebistriški glasbeni šoli pri profesorju Petru Skrbišu. Nato nadaljeval na Srednji glasbeni šoli v Mariboru, kasneje pa se je vpisal na Akademijo za glasbo v Pulju, kjer je njegov mentor profesor Slavko Magdič. Med študijem se je udeleževal mednarodnih tekmovanj, študiral pa je tudi na Poljskem.
Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 10 kaznivih dejanj, od tega 6 tatvin, 1 rop, 1 zanemarjanje otroka in surovo ravnanje, 1 preprečitev dokazovanja in drugo. Pragersko. Iz lokala, v katerega je vlomil, je zmikavt odnesel 250 evrov gotovine, televizor in nekaj žganih pijač. Lastnik je oškodovan približno za 600 evrov. Znani storilec je natakarici v različnih dneh iz denarnice izmaknil 35 evrov. Bukovec. Kljub sprožitvi alarmne naprave je neznani storilec iz bencinskega servisa odnesel 500 zavojčkov različnih cigaret in lastnika servisa oškodoval za približno 2500 evrov. S parkiranega osebnega avtomobila pa je nekdo snel obe registrski tablici ter lastnika oškodoval za 50 evrov. Dobriška vas. Neznani storilec si je kar na njivi postregel s tujimi pridelki in lastnika oškodoval za 400 evrov. Slovenska Bistrica. Do oškodovanca so pristopili 4 neznanci, od katerih ga je eden udaril po zatilju z jekleno palico ter mu odvzel vrečko s tabletami in denarnico z dokumenti in 207 evri gotovine. Iz Centra za socialno delo so sporočili, da je oče v času, ko je imel stike s sinom, z njim fizično obračunaval, zaradi česar je otrok potreboval zdravniško pomoč. Neznani storilec je vlomil v prodajalno ter iz nje odnesel blagajno z gotovino in lastnika oškodoval za 1500 evrov. Visole. Neznani storilec je prestavil mejnik na škodo prijavitelja. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 12 prometnih nesreč, izdali 26 plačilnih nalogov, 1 obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola, začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji, 1 vozniku pa, ker je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zasegli kolo z motorjem. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 3-krat. Znanega lastnika psa pa so oglobili, ker je pes prosto tekel po ulici ter ovohaval otroka v vozičku. Obravnavali so tudi delovno nezgodo in poškodbo 2 avtomobilov zaradi vetra. Motokrosist Tim Gajser je dosegel izjemen uspeh. Po zadnji dirki sezone v Glen Helenu je zlahka ubranil skupno prednost in osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu MX2. Makolčan je prvo vožnjo v ZDA končal na 6. mestu. Njegov edini tekmec za prestižno lovoriko, Latvijec Pauls Jonas, pa je bil 10. Razlika pred zadnjo vožnjo je tako znašala 22 točk v prid Slovenca. 19-letni dirkač Honde je bil zanesljivo tudi v sklepnem dejanju sezone in tekmovanju še enkrat končal pred nasprotnikom. S 4. mestom je osvojil tudi skupno 4. mesto na dirki. Gajser je za naslov svetovnega prvaka zbral 589 točk, 25 več kot Jonas. Po velikem slavju s svojimi najbližjimi in člani Hondine ekipe je Tim na zmagovalnem odru dobil najbolj zaželeni lovoriki v tem športu, zlato številko in zlato medaljo za najboljšega motokrosista na svetu. Sicer pa za Tima Gajserja v Makolah pripravljajo slovesen sprejem, ki bo v torek 29. septembra.
right there. 10 years for Garibaldi. And a 19-year-old Slovenian brings home his first world title. Pretty cool. Jean, second his team is world champion. This is my life. I feel just amazing, you know, it's been wild season, you know, 18 races, and we did it, you know. I'm so happy. Just want to say thank you to everyone, you know, in the team, HRC guys, you know, all my family, my dad, my brother, my mom, everybody, also fans in Slovenia around the world. Thank you guys, thank you so much. Spoštovani, oddaja se je iztekla. Narava nas vsak dan preseneča s svojo barvitostjo. Pa četudi se vam zdi, da gre vse narobe, ne tarnajte o temi, ampak raje prižgite luč v srcu. Pa srečno!